med prelepo sivko na najvišji vrh otoka Cres, najvišjega vrha lošenja Teleurin. Kakšen zanimiv vhod. Nekaj za otok Cres, čudoviti. Pravi hrvaški fenomen. Vransko jezero. To je kriptodepresija. Pitna voda, Cres in za Lošinj. Seveda kopanje je strogo prepovedano. To jezero prav pod vojaško zaščito. Najvišji vasi na Jadranskih otokih. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Evo, vidite za nama morje, ampak to ni več albansko morje. Zdaj smo se z Majo premaknila že majhen bližji z Albanije, že majhen bližji Sloveniji. No ja, majhen heca. Smo bila že doma, seveda. No, zdaj se pa nahajava na otoku Cres. Med prelepo sivko. Evo, vse diši po pomladi, po pomladni sivki. Kakšen lep pogled na morje in pa proti Istri. Zdaj smo v bistvu na najožji točki tega otoka Cres. Evo, na to stran se pa pokaže razgled proti otoku Krk. Pa tamle v daljavi Velebit in pa proti reki. No, ampak danes imamo pa plan iti na najvišji vrh otoka Cres, to je pa tukaj gor. Evo, vrh Sisa, 639 metrov. In tukaj me pričakala taka lepa nalepka. Takole pa zgleda razgled Sisa. Zdaj najprej na severno stran, se pravi proti Istri. Evo, zdaj pa prihajava še na tale razglednik. Aha, tam pa bo. Evo, razgledi na obe strani. Otok Krk, tam je mesto Malinska. Evo, lepo se vidi. Glih trajekt je prispel v Valbisko. To je trajektna linija med Cresom pa Krkom. V zadju pa čudoviti Velebit. To je pa v bistvu vse otok Cres. Tam v daljavi mislim pa se vidi tudi že Lošinj. Tamle spodaj so tudi školjčišča, fajn vid. Tako da super. Evo, počas. Že večerno sonce. Super. Se pravi, sva zdaj 640 metrov nad morjem. Pričenja se drugi dan raziskovanja Cresa in Lošinja. Evo, zdaj sva pa že na otoku Lošinj in greva na Teleurin, na najvišji vrh otoka Lošinj. Zdaj ne bo šla sam na vrh, bo naredila krožno turo, tako da si bo gledala zraven še ene dve jami. Zdaj smo tik nad morjem, ene 50 metrov smo zdaj nad morjem, vrh je pa mislim, da je 580 ali koliko je že, tam nek. Tako da imamo dobrih 500 višincev. Gremo. Začetek poti za Teleurin. Evo, zdaj vidimo, 588 metrov je visok. Evo, tukaj pa še ta zemljevid. No in mi da bo šla, da sva tukaj. Grejo najprej na Sveti Nikola in pa na vrh Teleurina, še malo naprej. Pa tukaj dol na Velojamo, pa na še Špilja Organac, pa tukaj nazaj.
pa spet nazaj do sem. Prišla vrh Sveti Mikola, to je v bistvu predvrh najvišjega vrha Teleurina. Evo, razgled pa takle. Se pravi, proti nadaljevanju otoka Lošinj, pravi, to je Veli Lošinj, na koncu je Mali Lošinj. Evo, kakšne lepe plaže. Tisti otok je otok Unije, na to stran. Evo, to je vrh Teleurin. Nadaljavi se pa vidi tudi skrajni južni rt Istre, to je pa polotok Kamenjak. To je pa cerkvica Svetega Mikole. Idemo pogledati. Aha. Sveti Mikola, lepo zveni. Sva prišla na vrh najvišjega vrha Lošinja Teleurin. Evo, razgled proti otoku Unije. Zdaj smo pa že naprej od vrha Teleurin in se nama evo, za Majo zadej se je odprl že pogled na otok Cres in pa naprej tudi na notranjost, na celino, prav proti reki. Evo, tamle v Istri, proti Istri pa črni oblaki. Že ena ploha v Istri. Prav južno od Učke, tamle se vidi Učka lepo. Južno od Učke pa ploha. Približno 100 metrov naprej vidva table in pri tistih tablah se obrnila nazaj. In tukaj spodaj šla nazaj, pa mimo teh dveh jam, pa v bistvu skozi pa nazaj, pa na drugo stran, prav nazaj do avto. Avto imamo pa tam čez, se pravi, na drugo stran. Tako da najo še čaka kar nekaj. Tukaj so table za, zdaj greva pa Vila jama, prav zdaj greva pa z razglednega sveta v jamski svet. Juhu. Tamle dol. Kakšne turkizne barve morja. Evo, tamle se v daljavi se pa že lepo vidi. Ploha. Ejte, kakšna zanimiva morska ploha. Videli, če naj bo ujela. Zaenkrat je še lepo sonce tlele, ampak se bliža. Je že kaj skrbi? Ful, se greva v jamo. Prihajava do prve jame na otoku Lošinj. Evo, to je pa Vela jama. Kakšen zanimiv vhod pod skalo. Zanimiv. Evo, takole pod s temi stenami vhod v jamo. Gremo noter. Evo, smo mislili, da je konc, ampak se nam je tukaj razprl, evo, tak majhen predorček naprej. Dajmo, skozi. Malo sem pa šla v tole dvoranco. Čakaj. Tule tjale slike bom jaz. Evo, nekaj kaplikov pa je. Evo, taka majhna dvoranca še. Sem na sicer še naprej, ampak tle pa ne bo šlo. Zdaj se pa namo prazi. Pod konjak. Evo ga. Osamljen je topirček, spet. Samo jeden. Evo, Maja gre ven z te dvorance, skozi ozak del. Evo, drugače pa lepi kapniki. Nekaj za otok Cres, čudoviti. Evo, gremo ven. Evo, res je usko, eto to. Ja, tam meni bilo treba na kolina. Evo, tam se bo videl vhod. No, evo, zdaj pa prihajamo v jame. Jama drugače kratka. Koliko? 30 metrov. Pa še tista dvoranca. Ampak zanimiva, nekaj. Zdaj pa do še ene. Prihajamo do druge jame pod vrhom Teleurin. To je pa jama Organac. Pogled v tole jamo Organac. Zelo oska, preoska, tako da greva ven. V tretjem dnevu raziskovanja
Cresa in Lošinja. Evo, in sva zdaj v taki majhni vasici Grmov in se odpravljava na pohod do edinega sladkovodnega jezera na hrvaških otokih. To je pa Vranskega jezera. To je pa res en tak naravni fenomen, Vransko jezero. Ok, več bom pa povedal, pa bo tam v bližini. Tukaj zadaj je cirkuca, taka majhna cirkuca. In takoj za tole cirkuco, se pravi 50 metrov cirkuce, je ena taka rdeča oznaka. Se bo slabo videti, ampak mislim, da je tole pot proti temu razgledniku. Evo, tole med tole kamnito ograjo. Zdaj se pa nahajava pri enemu največjih fenomenov na Jadranu, oziroma kar lahko rečemo na Hrvaškem. To je pa čudovito Vransko jezero. Evo, tukaj se vidi celo jezero, zdaj lahko res vidite, da to ni morje, ker vidite, da je obkroženo okoli in okoli z gozdom in s hribi. To jezero je seveda sladkovodno jezero. Ja. Na kakšni nadmorski višini je Vransko jezero? Gladina je na 16 metrov nad morjem. Tako, no in to je pač dokaz, da jezero pač ni morje, a ne, ker je pač 16 metrov višji. Kaj še je ta res taka zanimiva značilnost tega Vranskega jezera? Ja, da ima od spodaj je še slana voda. In ker je Tako. slana voda gostejša, ne pride na površje in se ne zmeša s sladko vodo. Tako, Ja. tako. Dno je pa na približno 70, jezero globoko 70 metrov. Ja, to je res ogromna globina. A ne? Če vemo, da je recimo Bohinjski jezer globok največ 45 metrov, pa je precej večji od tegale, a ne? No, precej. Nekaj večje je od tegale. To je kriptodepresija, kar pomeni, da je gladina jezera nad morsko gladino, dno jezera pa seveda pod morsko gladino. Ne? Se pravi, dno jezera je približno pa je okoli 55 metrov pod morsko gladino. To Vransko jezero je bilo seveda tajna skrivnost nekdanje Jugoslavije. Še zdaj je v bistvu prepovedan dostop do jezera, tako da do dol ni nobene poti. Zdaj, ker vidite tisto hišo tamle, to je seveda vodarska hiša, se pravi, tukaj je pitna voda za oba otoka, se pravi za Cres in za Lošinj. In pravijo tudi, da je v bistvu eno najčistejših jezer nasploh, ker ga res ga ščitijo, se pravi daleč naokoli ni nobene vasi, seveda kopanje je strogo prepovedano. V času, se pravi prejšnje države Jugoslavije, je bilo to jezero prav pod vojaško zaščito, tako da so ga verjetno z vseh strani varovali. Kakšna lepa obala, čudovit. Drugače pa jezer dolg, mislim, da je 4,5 km, pa širok kakšen kilometer. Globok pa, kot smo rekli, 70 metrov. Noro, res, fenomen, to je pravi hrvaški fenomen.
No, Maja, kam greva zdaj od tega prečudovitega jezera? Greva pa v vas Lubenice. To je pa najvišja ležeča vas na Jadranskih otokih. Tako. Nadmorske višine 380 metrov. Tako. Spodaj je pa krasna plaža Lubenice, ki je dostop samo z vasi in se je treba spustiti dol. In je samo za pohodnike. Še enkrat pogled na Vransko jezero, zdaj pa naprej Na Lubenice. na Lubenice. Zdaj se pa nahajava v najvišji vasi na Jadranskih otokih. Maja, koliko smo visok? 380 Tako. metrov nad morjem. Evo, 380 metrih. Evo, razgled pa takle proti morju. Najprej da vas še pokažem. Evo, vas Lubenice. Zdaj najprej pohod na dol. To se kar redko zgodi, ampak se, tudi to. Se mora biti. Prav, najprej pohod na dol, pa pohod na gor. Evo, se pravi 380 metrov se spustiva do morja. Pač pa res zanimiva vas, tole na vrh pečine. 1 uro navzdol, pa 1 uro pa pol navzgor. Evo, tamle se pa tudi lepo že pot vidi. Tako da, gremo. Zdaj hodva po pot navzdol proti morju in sva ozrla takle čudovit pogled na vas Lubenice. Evo, tukaj se res lepo vidi, na kakšni pečini je zgrajena vas. Še en lep pogled na vas Lubenice. Evo, tukaj so pa tudi take zelo zanimive stene. Evo, zdaj pa še pogled na drugo stran proti morju. Vidimo, mogoče se pa že dol odsloviti plaža, na katero sva namenjena. Seveda, evo jo, plaža Lubenice. Kakšno lepo morje. No, evo, vas Lubenice in pa plaža Lubenice. To je ta prava plaža za nas hribovce. Točno, drugače je super, to je to. Tako. Evo, se vidi, vas Lubenice, cerkev se lepo vidi, zvonik na vrh skale. Evo, to je pa plaža Lubenice. Super. Takole pa zgleda pogled iz plaže Lubenice na Cresu. Da na hitro malo povemo do toka Cres. Cres je v bistvu hrvaški ekstrem, ker je ta otok v bistvu najdaljši. Ima kar mislim, da okolo 80 km od ene strani do druge strani. Zdaj pa v zgodovini je bil pa povezan, v bistvu to je bil vse en otok, se pravi Cres in oba ločenja je bil en otok. Sicer ne vem, kdaj so to pač naredili preliv tam, umetno, da so lahko ladje, manjše ladje šle skozi. Seveda Cres je največji otok na Jadranu. Včasih so mislili, da je to otok Krk, ampak je, mislim, da je bilo leta 2006 so bile nove meritve in je takrat pokazali, da je Cres večji od Krka, sicer zelo malenkost, mislim, da ko je ne pol kvadratnega kilometra, ampak je večji. Evo, pri tej plaži pa zdaj tudi zaključujemo ta video. Spet je bil super vikend na Cresu in Lošinju. Maja, tep? Je super, koliko zmeraj. Ja. To je morje za hribovce. Tako. Evo, glih recimo ta plaža je res taka, tukaj ne more vsak priti dol, no? Ne. Tako da je res super. Tako da ja, evo, če vam je bil video všeč, se naročite na YouTube kanal Raj na zemlji in se vidimo v naslednjih super doživetjih. Čau!